Pred nami je najleseni objekt v kategoriji stanovanjskih stavb. Kot enodružinska hiša je slavila hiša v Poljanah, ki preseneča z vznemirljivimi volumni, navdihujočimi rešitvami ter drzno kljubuje neusmiljenemu naklonu zemljišča. Tale parcela je bila včasih nekakšen grdi raček, saj so se je zaradi neprijazne, hude strmine vsi izogibali. Lastnikoma in arhitektom pa je ravno ta omejitev postala velik izziv. Dala jim je celo ustvarjalna krila. Na koncu lahko samo ugotovimo, da ni zgolj v pravljicah tako, da se iz grdega račka rodi labod. Tina in Blaž, živijo. Kako je tale teren in cela zasnova hiše narekovala notranjost, ureditev notranjosti? Sama postavitev v teren je narekovala nizanje prostorov, linearno nizanje prostorov od vzhoda proti zahodu. Vrstijo se na vzhodu spalnice, v spodnjem nadstropju in v zgornjem nadstropju še ena dodatna soba. Potem pa prehajamo preko servisnega prostora, ki je spet neka osrednja točka, do teh bivalnih prostorov, dnevna soba in kuhinja, jedilnica. Mogoče je posebnost te zasnove, tega bivalnega prostora ravno umestitev kuhinje v samo središče prostora. Predvsem je teren določal obliko hiše in zato je hiša postala cev. Ena izvotljena cev, ki je podprta z nekim središčem v jedram in se odpira na vzhod in zahod in seveda tudi proti jugu. Se pravi, da smo tukaj, interjer je posledica situacije terena, posledica parcele, ki sta jo naročnika kupila, težavna za obvladati v smislu arhitekture, in posledica tega je bil ta premislek, če k temu dodam še lokacijske pogoje, ki so seveda glede dvokapnosti, je pač narekovala izoblikovanje nekega interjerja, seveda začinjenega željami investitorjev, da je to odprt prostor kot oblika neke cevi, ki se odpira in je naslonjena na pobočje. Hišo so načrtovali leta 2016, zgradili pa 2 leti pozneje. Celotno zemljišče meri 2000 kvadratnih metrov, od tega je 800 kvadratnih metrov zazidljive površine, hiša pa ima 130 kvadratnih metrov bivalnih prostorov. Ali je že takoj v prvi fazi bila tukaj zasnovana tale čudovita galerija, ki ni samo okrasna, dejansko ima funkcijo pisarne, ne navadne, ampak odprte pisarne? Tradicija dvokapne strehe daje na majhnemu volumnu, če ga sprostiš po vogalih, blazno prostornost. Zato je galerija umeščena v sredino, tam, kjer je streha najvišja. Tam, kjer je streha pritlična, če temu rečem, so nameščene omare. Ta hiša ni nastala po tlorisu, kot se običajno projektira, da nanizaš neke prostore, ampak smo jo mogli po prerezu razviti od dovoza preko strmih stopnic do pritličja, čeprav je 4 metre na dovozu, do, bom rekel, neke galerije, ki je v sami špici, v samem slemenu objekta. Povejte nam še kaj o izboru kritine v kombinaciji s prevladujočim lesom, seveda. Poglejte, če se peleš skozi Poljansko dolino, opažaš ta znameniti lokalni betonski špičak. Sreča je, da lokalni izvajalec pač izdeluje še te betonske špičake in s tem na nek način hočemo hišo še bolj približati obstoječemu stanju oziroma neke tradicije. Med značilnostmi tega doma je premišljena ureditev gibanja po hiši. Očitna je odprtost navzgor, hkrati pa so arhitekti dobro načrtovali prehajanje iz prostora v prostor, kolikor se da tekoče. Lastnika sta še pred začetkom načrtovanja njunega doma navedla nekaj elementov, ki so jih morali arhitekti obvezno vključiti v razporeditev. Tako je lastnik želel imeti na steni montiran televizijski ekran in velik zvočnik v kotu, saj med kuhanjem rad posluša glasbo. Kat za kopanje pa je želel imeti v zakonski spalnici. Šele pozornejši pogled odkrije, da je ena od sten v osrednjem prostoru, kjer sta kuhinja in jedilnica, pravzaprav omara. Ne glede na to, koliko je velika hiša, rabi shranjevalni prostor. In najlažje je ob najdaljšo stranico namestiti ta prostor, ki omogoča shranjevanje. Se pravi, v tej enoviti potezi je celotna shramba hiše. Vstop v hišo je nenavaden, iz avta se je treba povzpeti po zanimivih račjih stopnicah. Kako je s temi račjimi stopnicami? Kakšne so izkušnje lastnika? Se človek na premagovanje tako strmih poševnin dejansko navadi? Ja, mislim, da.
Mislim, da. Predvsem je hiša posebna, ker se moraš dvigniti 4,5 metrov, da prideš do vhoda. Bom rekel, z osnovo stopnic lahko ti napreduješ po višini z večjim kotom kot 45 stopinj. Estetika je pa prisotna vse povsod, ne? Tudi ko človek izstopi iz hiše, vidi se, da lastnika zelo skrbita tudi za okolico. Prav to je, bom rekel, saj po mojem mnenju, no, tudi bistvo te hiše. Da kjerkoli si, lahko stopiš ven, tudi na vzhodni strani. Hkrati je bila narava pred samo gradnjo tukaj zelo divja, zato smo poskušali s hišo tudi čim manj posegati v sam teren. Rešili smo jo relativno brez opornih zidov, hkrati pa to divjo naravo zelo lepo negujeta. Se pravi, posegata na blazno subtilen način, se pravi z majhnimi košeninami, drugače pa pustita to avtohtono rastje, da doseže hišo, da tako rečem. Gospod Koželj, stojiva v čudoviti hiši, do nje pa je vodila precej strma pot, a ne? Ko človek prvič vidi takole strmo parcelo, kaj si misli, povejte mi? Misli si, da tukaj pa ne bi začel graditi. To je prvi pomislek, ne? No, drug vidik je pa, ali se na tako pobočje, tako parcelo tudi, ne? Take omejene, zaostrene pogoje sploh da graditi. To je drug strah, ne? Oziroma, koliko bo to stalo na koncu, ne? Po drugi strani je pa seveda to hkrati nek izziv, ne? Se odpirajo druge možnosti, ne? In to je ta možnost, ki je tudi hkrati priložnost, da če si urediš dom v takih pogojih, ne, ker narava prevladuje, potem je ta dom mora biti z naravo povezan in ostane povezan z njo. In zato je tudi ta hiša tudi za nas, no, za Birot, kot nekaj edinstvenega, ne. Ker ona je postavljena samo kot neka mala membrana, no, kot neka zavetje, ne. Narava gre pa skozi, prostor gre skozi, narava je vse prisotna, bi lahko rekel. Pravzaprav da je ta hiša ugnezdena pravzaprav na parcela, ne. Ona ni stoji, ona ni ugrajena. Skratka, brez velikih izkopov, ne. To se mi zdi pomembno, brez velikih sprememb, ne, reliefa. In tretji premislek je pa, da vendar izberemo tehnologijo montažne gradnje, se pravi lahkih konstrukcij, skeletne gradnje, ne, ki jo pripravimo v delavnici, ne, zrežemo različne profile, jih označimo in jih seveda samo sestavimo na gradbišču, ne. To, da je lesena konstrukcija ostala vidna v prostorih, je odločitev naročnika, je to stvar malo trendov? Ne vem, če je stvar trendov, mislim, da je to stvar dobra arhitektura, ne. Dobra arhitektura mora seveda pokazati tudi skozi konstrukcijo, kako je zamišljena in kako se uporablja, ne. In lesena konstrukcija, ki je seveda tudi na dotik prijazna, ne, ki zbuja še druga občutja, ne, tudi drugo simboliko, ima drugo sporočilo, ne. Moram reči, da tudi ljudi, v tem primeru naročnika, pomiri na nek način, ne. Se vendar vidimo, da je to solidno, da to stoji, da je povezano, ne. Zato se mi zdi, da je to odkrivanje konstrukcije zelo pomembno. Hiša na bregu Poljanske doline je rezultat številnih domišljenih odločitev, ki zadovoljujejo tako avtorje zasnove kot lastnika. V dosedanjo gradnjo lesenih enodružinskih objektov vnaša novo svežino in se odlično vklaplja v prostor. Stanovanjska hiša Poljane si zato upravičeno zasluži nagrado Najlesena gradnja 2020.